Ja, tako bomo se lotili kar drugega PowerPointa. Zdaj z Rokom smo se pogovarjali, kaj bi bilo aktualno na takem zboru diskutirati, ne? Vemo, da mnogi kmetje so v velikih skrbeh zaradi potencialne uveljavitve nove direktive Sustainable Use of Pesticides, ki predvideva drastične redukcije uporabe fitofarmacevtskih sredstev na občutljivih območjih od nature, vodovarstvenih in tako naprej, ne? In seveda je zdaj vprašanje, kakšen je tu položaj kmetij, ki bi že bile ali pa bi želele preiti v ohranitveno kmetijstvo, ali so tukaj še dodatne težave zaradi takšnih uveljavitev direktiv, ali niso, ali so te kmetije eventualno celo v prednosti. Jaz sem pa enostavno prezentacijo naredil tako, da sem postavil enih 7-8 običajnih vprašanj, ki nas delijo glede uveljavitve ohranitvenega kmetijstva. Namreč imamo tabor, ki je zelo proti, ampak brez pravih argumentov, in seveda mi, ki se borimo za drastično povečanje površin pod ohranitvenim kmetijstvom. No, prej je že omenila profesor Suhadolčeva, ne ekosistemske storitve. Jaz pravim, ja, tla imajo tudi nalogo, da prebavijo vse kemikalije, ki jih tekom pridelave v njih vržemo in jih nič ne spustijo v druge ekosisteme. To je ena dodatna ekosistemska storitev, ki se običajno ne omenja. Torej, tu so ta vprašanja, ne, ali ohranitveno poveča uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ali se zmanjša. Ali je to boljše za podtalne vode, ali je to boljše za podzemne vode, ali smo bolj učinkoviti pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev. No, in na nekatera od teh vprašanj bom podal odgovore oziroma poglede, kako jaz ali pa v našem društvu gledamo na te stvari. Dejstvo je, da z večletnim izvajanjem ohranitvenega kmetovanja mi drastično spremenimo tla, in to v smeri, ki je ugodna za reševanje problema fitofarmacevtskih sredstev. Torej spremenimo mikroporne, makroporne sisteme, povečamo razporeditev organske snovi na površju, spremenimo infiltracijsko sposobnost tal, gibanje tekočin skozi tla, aktivnost vezave in glinjenih mineralov in organske snovi, spremenimo vodni vtis. In to drastično spremenimo od tega, da imamo boljše izkoristke vode, da imamo boljšo infiltracijsko sposobnost, da imamo boljšo kapaciteto tal za zadrževanje vode in tako naprej, in tudi boljšo čistilno sposobnost tal. Drastično spremenimo hidravliko tal, kar pomeni, da zapleteni hidravlični procesi premeščanja tekočin skozi talni profil se drastično spremenijo. To se da danes zelo dobro vizualizirati z barvnimi tehnikami, kjer naliješ barvo in potem vidiš, kaj se tukaj dogaja, ne? Torej, kaj zdaj te spremembe pomenijo v ekosistemskih učinkih uporabe fitofarmacevtskih sredstev? Dejstvo je, da v zgornjem horizontu dobimo povečano nakopičenje organske snovi, ki ima veliko moč vezave fitofarmacevtskih sredstev. Torej, to je že prva bariera, ki upočasnjuje pretakanje fitofarmacevtskih sredstev v nižje plasti. Mikrobna aktivnost se poveča, za večino aktivnih snovi velja, da se hitreje razkrajajo, razen tiste, ki so izjemno močno vezane na organsko snov. Mikrobna aktivnost je več mesecev v letnem obdobju, ker so učinki suše in nizkih temperatur drugačni, zato so mikrobi več mesecev na leto aktivni kot pri klasičnih obdelavi tal. Večji je odvzem ostankov strani rastlin, spremenjenje razmerje makroporni, mikroporni sistemi in tako naprej. Torej, glede tega je na voljo veliko število knjig, kakšne so posledice za vezavo fitofarmacevtskih sredstev. To so predvsem ameriške knjige, kjer so že več kot 30 let delali te primerjalne študije, ne? Zadnje čase je narejenih bilo tudi več metaanaliz, kjer se stotine člankov analizira glede mnenja pri modeliranju prehoda fitofarmacevtskih sredstev skozi tla, glede na različne obdelave tal, in večinoma prevladuje pozitivno mnenje, da ohranitveno kmetovanje in ohranitveni sistemi obdelave tal upočasnijo prehajanje fitofarmacevtskih sredstev in po globini skozi profil in površinsko odtekanje, ne? Tako da to so pač ti parametri, vse je znano, kateri kemijski in fizikalni dejavniki vplivajo. Število študij, v katerih skušajo preštudirati, kakšni so učinki minimalne obdelave no-till sistemov in tako naprej, se počasi
Ja, ampak vztrajno povečuje in vse te študije kažejo v bistvu v koristnost uvajanja ohranitvenih praks za zmanjševanje bremen od fitofarmacevtskih sredstev za prehajanje le-teh v druge ekosisteme. Samo listam čez določene članke, ki govorijo o teh tematikah. Na voljo so študije od 20, 25, 30 let o kontaminaciji podtalne vode pod konvencionalno obdelanimi tlemi in tlemi, kjer so alternativne prakse ohranitvenega kmetovanja, in vse te študije večinoma jasno kažejo velik prispevek teh sistemov za manjšo obremenitev podtalne vode z ostanki fitofarmacevtskih sredstev. To se pravi, na vprašanje, ali se zmanjša transfer FFS-jev v podtalje, mi trdimo pritrdilno, da po večletnem obdobju dobimo tla, ki bolje filtrirajo, hitreje razgradujejo ostanke fitofarmacevtskih sredstev. Zaradi tega je letni transfer fitofarmacevtskih sredstev v podtalno vodo manjši, kot bi bil pri klasičnem kmetovanju. Druga stvar je seveda vprašanje, ali so ohranitvene prakse rešitev za vodovarstvena območja, kjer so pač težave zaradi preveč prepustnih tal. Naše mnenje je, da uvajanje ohranitvenega kmetovanja bi zmanjšalo težave na vodovarstvenih območjih z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v podtalni vodi, podobno bi veljalo za dušik ali pa nekatere druge kontaminantne. Torej, pogovarjati se moramo o letni neto bilanci izpiranja fitofarmacevtskih sredstev. Vemo, da pedologi že zadnjih 50 let intenzivno poganjajo razne modele, lahko v kolonah ali pa tudi v naravi, In veliko je diskusije o preferenčnih tokovih, torej o pretoku vode skozi makroporne sisteme, ali lahko to poveča prihajanje fitofarmacevtskih sredstev. Naše mnenje je, da ne, in sicer kljub temu, da gre več vode skozi profil v času, je pa vezava sredstev na organsko snov in druge tako močna, da ta voda, ko preteče skozi, ne odnese fitofarmacevtskega sredstva. To pomeni, da povečevanje infiltracijske sposobnosti zaradi tega sistema ne pripelje do povečanega pretoka fitofarmacevtskega sredstva v podtalje. Torej, tudi no-till sistemi so gotovo primerni po našem mnenju za vodovarstvena območja in letna bilanca iz količine izbranih fitofarmacevtskih sredstev je pri ohranitvenem kmetovanju gotovo ekotoksikološko ali drugače bolj ugodna kot pa pri klasičnem oranju. Izpostavil bi 3 točke, za katere mislim, da pri člankih, ki sem jih bral iz modeliranja prihajanja fitofarmacevtskih sredstev, so 3 kritične točke, kjer se mi v modelih lahko fejst zmotimo. In sicer so to 3 točke. In sicer pri klasičnem oranju, če uporabljamo talni herbicid takoj po oranju, imamo problem velikega makropornega pretoka, zato ker tla niso še sesedena in je veliko praznih prostorov. Drugo stvar je razpokanost tal, ki je bistveno večja v klasičnih obdelovalnih sistemih in preorane njive 4 do 5 mesecev čez celo zimo, na katerih se nič ne dogaja in so izpostavljene na milost in nemilost izpiranja vode, ki prihaja skozi to zemljino, ki je v bistvu razrahljana in ima veliki makroporni sistem. No, to je fotografija tipične njive, kjer imamo okvarjeno strukturo tal, In pri predsetveni pripravi imamo zelo velike grude. To za silo potem zbijemo, stlačimo, prekrijemo z manjšimi grudicami, ampak pod to površino je do 30-35 cm en sistem velikanskih praznih kavern. In če vi recimo pri ogrščici, pšenici ali pa pri koruzi uporabite talni herbicid takor po setvi, kar je pogosta navada v Republiki Sloveniji pri kmetih, potem, če dobite nekaj dni deževnik, bo skozi ta makroporni sistem v bistvu herbicid v nekaj dnevih prešel 50 cm v globino, kar po nekem modelu v nekih kolonah z tistim tipom tal se nikoli ne bo zgodilo. In to je veliko odstopanje. Kaj takega se pri minimum till sistemih ali pa no-till sistemih ne zgodi. Naslednja stvar, razpokanost tal. To je pojav, ki ga imamo praktično večji del leta in spomladi, recimo, ko dognojujemo, mečemo gnojilo dušično direktno v razpoke in potem pade dež in gre dušik v 2 dnevih na 1,5 metra globine. Enako se nam dogaja s herbicidi ali pa z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. In če imate minimum till sisteme ali pa no-till sisteme, nikoli nimate take razpokanosti tal, kot jo imate pri klasičnem oranju.
In prehajanje fitofarmacevtskih sredstev skozi to, mi se ne zavedamo, kak velik obseg tega je. To je bistveno hitrejše prehajanje, kot pa skozi neke mikroporne sisteme, počasno prenicanje skozi profil. To je v nekaj urah na 1 metru. In potem, če ni več tam nobene mikrobne aktivnosti, je samo odprta prosta pot do podtalne vode, ker ni ne kemijskih procesov, ne mikrobov, ki bi to pojedli. Ne? In potem seveda preorane njive, več mesecev, nekdo zorje, 25. septembra in potem imate celi oktober, november, januar, februar, njivo na milost in nemilost procesov izpiranja. Ne da samo zgubimo še tukaj fitofarmacevtska sredstva, gre duši, koliko ga je bilo, gre tudi kalcij. Na taki njivi, ko se 4 ali pa 5 mesecev izpira, mi zgubimo 200 kg kalcija na hektar in potem jamramo, da nimamo strukture in jamramo, da nimamo pH-ja in ne vem kaj, da ne bi bil predolg. Ne? To sem samo 3 primere naštel, zaradi katerih jaz mislim, da letna bilanca prehajanja fitofarmacevtskih sredstev v podtalje v ohranitveno kmetijstvo je bistveno boljša od letne bilance pri klasičnem kmetijstvu in da ohranitveno kmetijstvo je gotovo eden od odgovorov za vodovarstvena območja. O površinskem otoku ne bom govoril, kaj je to v bistvu prejšnjo predavanje. Tu je absolutno, sploh ni nobenega dvoma, tudi za 70-80% lahko zmanjšamo površinske otoke fosforja, dušika, pesticidov, herbicidov ali česarkoli, nima smisla niti kaj razpravljati o tem, ker to je splošno znano. Ne? Tu je herbicid odneslo z njive, talni in se vidi, kakšne so posledice v robnem ekosistemu. Zanimivo vprašanje je biotični agensi. Ne? Danes v varstvu rastlin vsi govorimo, da moramo biotično zatiranje drastično povečati. Ampak kaj se dogaja? Ko mi biotične agense vnesemo v tla, ki so ukvarjena strukturno in drugače, biotični agensi ne oddelajo svojega posla in smo razočarani nad tem, da biotični pripravki niso dali svoje učinkovitosti. To se pravi, če mi hočemo biotično varstvo spraviti na višji nivo, moramo ekosistem talni spraviti v normalno stanje in takrat bodo ti preparati, za katere bomo mogoče subvencije dajali v prihodnem obdobju, oddelali svoj posel in bomo nekaj imeli od njih, drugače bomo pa te organizme metali v sovražno okolje, kjer bodo samo propadli in ne bodo delali svojega posla. Ne? Veliko je člankov glede tega, ne bi šel v podrobnosti. Zanimivo vprašanje je tudi razvoj rezistence škodljivih organizmov na fitofarmacevtska sredstva. Tukaj imamo 2 zgodbe, in sicer insekticidi in fungicidi. Mi smatramo, da uvajanje ohranitvenega kmetijstva razbremeni oziroma zmanjša pojave razvoja rezistence. Edino pri herbicidih se lahko zgodi vprašanje, če imamo preozek nabor herbicidov, da bi uvajanje ohranitvenega lahko povzročilo mogoče malo več težav pri rezistenci, ampak to ni zanesljivo. Tako da, kar se tiče tega, eno od zanimivih vprašanj, ki imamo v Sloveniji tudi velik spopad strokovnjakov, je seveda polinatorji. Vemo, da Evropska skupnost se veliko ukvarja s polinatorji in naše mnenje je, da uvajanje ohranitvenega kmetijstva v poljedelstvu je pozitivno za polinatorje in ni nobenih povečanih fitofarmacevtskih bremen za polinatorje. Je pa seveda vprašanje trajnih nasadov. Če mi gremo v množično naseljevanje polinatorskih rastlin v notranjost nasadov, je lahko konflikt interesov pri uporabi insekticidov in tako naprej. Tu pa ni situacija popolnoma jasna. Lahko bi bila bremena za polinatorje tudi mogoče malo večja, ampak ne izrazito večja. Torej, zdaj, če še do konca odgovorim na nekatera vprašanja. Torej, ali uvajanje ohranitvenega kmetovanja poveča porabo fitofarmacevtskih sredstev, lahko v začetnem obdobju, če ljudje nimajo znanja in delajo napake, sicer pa ne, če osvojijo tehniko pridelovanja. Ali se lahko zmanjša poraba, na dolgi rok se poraba zmanjša, zato ker naravni avtoregulatorni sistemi povečajo samoregulatorno učinkovitost zatiranja patogenov in insektov in na dolgi rok lahko ohranitveno kmetovanje zmanjša porabo fitofarmacevtskih sredstev. O tem so napisani znanstveni članki v res v ta boljših revijah, ne? Ali bi kmetije, ki grejo v ohranitveno, bile bolj prizadete od velikih restrikcij uporabe fitofarmacevtskih sredstev? To je zelo težko dati pravi odgovor, ampak kmetije, ki so veliko let v ohranitvenem sistemu, za njih se jaz ne bojim, da bi restrikcije, ki prihajajo pri njih, povzročile večje težave kot pri drugih kmetijah, ki konvencionalno kmetujejo, kvečjemu so lahko na boljšem. To je moja ocena, ampak to so tisti, ki so 10 pa 15 let v sistemu, ne? Eno vprašanje z rdečo,
ne bi izgubljal časa, ohranitveno v Sloveniji brez glifosata je popolnoma možno. To, kar delamo poskuse veliko let, je pač malo bolj zapleteno, ampak glifosat ni pogoj, da izvajaš ohranitveno kmetovanje. Tako da mi se lahko od glifosata takoj poslovimo, če je pač treba, če se bo politično tako odločilo. To je samo en primer članka o avtoregulatornosti, ki govori o tem, da lahko zmanjšamo potrebo po uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Torej, če prijem do zaključka, zadnje 3-4 slajde, torej po našem mnenju uvajanje ohranitvenega kmetovanja nikakor ne bo povečalo porabe fitofarmacevtskih sredstev. Če bi že v začetnem obdobju zaradi neznanja do tega prišlo, okoljska in humano-toksikološka bremena zaradi tega ne bodo večja, zato ker je ekosistem, ki ga naredimo, sposoben to hitreje prebaviti in manjše količine fitofarmacevtskih sredstev zapustijo ta ekosistem in ne pridejo v druge ekosisteme. To je naš odgovor. Potem pa seveda komponenta čas, zavzetost in tako naprej. Pač mi ocenjujemo trenutno, da tako kot smo se lotili ohranitvenega trenutno v Sloveniji, kar se tiče akterjev in deležnikov, od ministrstva do svetovalne službe in vseh drugih, smo prepočasni, glede na to, kakšne težke okoliščine so v povezavi s klimatskimi spremembami in tako naprej, in bomo se tega projekta mogli bistveno bolj resno lotiti. To je pač naše opozorilo. Imamo tudi en predlog, da kmetije, ki imajo ohranitveno kmetijstvo, jih pri prepovedih uporabe fitofarmacevtskih sredstev obravnavamo drugače kot klasične kmetije, ker te kmetije zagotavljajo, da fitofarmacevtska sredstva ne bodo prešla v druge ekosisteme, imajo boljše mehanizme, da to preprečijo. Seveda, to je naša želja, ampak druga zgodba. To je praktično zadnji slajd. Mogoče bi sentimentalno, jaz sem včasih sentimentalno, mogoče dve stvari rekel. Vidite, gledajte tole avstrijsko besedo Ernährungssicherheit. Oni imajo oddelek za prehransko varnost. In ime mešanici so dali Bodenfeed. To pa je simbolična fotografija z kmetije, kjer je danes gospod Majrič tudi tukaj, šla smo pogledati v jesenskem času, ima dosevke, ki so krepko preko 2 metra. In to na šuder njivi, sredi Ptujskega polja, brez namakanja, brez gnojenja, no-till posejane po ječmenovem strnišču. In kako lahko ima nekdo 2,5 metra velike dosevke v enem letu, ker smo 3 mesece jamrali, kakšna suša je? Povejte mi, kako je lahko 2,5 metra zraslo? Tak, da je regeneriral tla, da je spravil tla v take stanje, da je tudi v takem poletju, kot smo ga imeli letos, so rastline ravno tako delale svoj posel. In zdaj ima Milo radost, kako bo to zmlel skupaj, da bo lahko z no-till sejalnico sejal. Tako da, samo še 30 sekund. Z roko v roki gre ta dva procesa v Evropi, in sicer ohranitveno kmetovanje in zero residue kmetijstvo. Zero residue kmetijstvo je tretja pot. To je pot, pri kateri uporabljaš fitofarmacevtska sredstva, ampak na koncu so posevki praktično oziroma pridelki brez ostankov. In recimo, lahko vam pokažem za ene take kmetije z Ptujskega polja analizni izvid laboratorija, ko so dali vrtnine analizirati, rezultat je bil no pesticides detected. Se pravi, ohranitveno kmetovanje gre v Evropi skupaj z zero residue kmetijstvom. In recimo v Franciji imajo že velike težave, zato ker so ekološka združenja zero residue znamko, ki je bila razvita v integrirani, htela uporabiti za ekološke pridelke.